Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Joj, ti moj dežnik, koliko je meni dolg čas. Charlie pa Miha sta mi obljubila, da se bosta vrnila kmalu iz gozda. Zdaj ju pa ni že, zagotovo 1 uro zamujata. Pa se igram sama, to ni enako. Kaj naj naredim? Aja, a veste, če je meni dolg čas, si zapojem kakšno pesmico in potem pozabim, da mi je bilo dolg čas. Joj, vem, eno zelo lepo pesmico poznam. Metuljček, cekinček. Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil? Pri majceni cvetki, drobni marjetki, medek sem pil. Potem pa želoček, poln kot soček, bil je nalit. Sem rekel marjetki, drobceni cvetki, zdaj sem pa sit, zdaj sem pa sit. Otroci, zagotovo tudi vi poznate to pesmico. To pesmico poznajo tudi mamice, pa očki. Se tudi oni včasih peli, ja? Ja, seveda jo poznamo, Tjaša. Ja, kako si lepo zapela. Ja, končno. A sem vaju s pesmico priklicala nazaj? No, dobro, bila sva že na poti, ampak sva slišala, kako si lepo zapela. Joj. Cekinček. Zelo lepo, Tjaša. A ti povemo midva, zakaj sva tako pozna, no? Najprej se upravičujemo, a ne? Ja, zelo nama je žal. Ker smo malo zamudila. Ampak veš, koliko veliko metuljev je bilo na travniku, ko sva se vračala proti domu iz gozda? Ogromno jih je bilo. Ja, in potem sva jih gledala in Charlie je seveda ni mogel domov, a ne, ker jih je bilo toliko veliko in tako lepe barve so imeli. In potem je Miha malo razložila, veš, o metuljih. Ja, saj sem zelo vesela, ampak mene sta pa spet pustila doma in jaz nisem videla teh metuljev. Ja, nisva te mogla s sabo vzeti, veš, tako si pridno prej vse pomivala v kuhinji in sem rekel Miha, pusti jo, ker drugače bo samo užaljena, ker se veš, ti rada stvar dokončaš, ko začneš. Ja, to je res, ampak tudi jaz bi šla drugič z vama takole na travnik in v gozd. Pa sej bo vzela drugič, a ne? Seveda, z veseljem, Tjaša. In kaj ste izvedela o metuljih? Mislim, jaz sem izvedel veliko, ker me je Miha naučil. Ampak Miha, kaj če bi zdaj mogoče še ti povedal vse tisto, kar si meni povedal prej? In bi Tjaša mogoče tudi izvedela malo več o metuljih. Seveda, z veseljem. In povedal bom še več, kot sem povedal tebi, Charlie. Ker sem imela premalo časa, da bi ti povedal vse, kar vem o metuljih. Ja, ampak a veš, kaj bom pa jaz ta čas naredil? Kaj? Enega metulja bom narisal v svojo beležko, mogoče pa tudi 2 ali pa 3. Krasno. Super, ja. No, jaz si bom pa tudi svoj zvezek pripravila, da bom potem lahko pogledala, če kaj pozabim. Ste pripravljena? Ja. Otroci, ste pripravljeni? Ste. Odlično. Pa gremo. Metulji spadajo med najlepša in najbolj očarljiva bitja na našem planetu. Svojim bleščečimi barvami, ljubkim poletavanjem in zapletenim razvojnim življenjskim krogom predstavljajo resnično čudež narave. Sem slišala, da jih je zelo veliko, a ne? Ampak
Ne vem, a metulji letajo tudi po noči, Miha, ali samo po dnevi? Ja, res je, Tjaša. Metulje v grobem delimo na dnevne in nočne metulje. Čeprav je ta delitev zgolj umetna, pa temelji na številnih raziskavah. Kljub temu, da ljudje videvamo predvsem dnevne metulje, je nočnih metuljev kar okoli 150.000 vrst. Torej mnogo več od dnevnih metuljev, katerih pa je zgolj 15.000 vrst. Se pravi, 10-krat manj, a ne? Ja, res je, res je. Tako eni kot drugi pa skupaj tvorijo red žuželk, imenovan Lepidoptera. Sicer vem, da se čudno sliši, ampak je beseda nastala iz dveh grških besed. In sicer lepido, ki pomeni luskast, in pteron, ki pomeni krilo. Znanstveno ime so dobili potem, da imajo celo telo, predvsem pa krila, poraščeno z drobnimi luskicami, kar jih jasno ločuje od vseh ostalih skupin žuželk. Nisi pa še povedal, ne? Kako so metulji sploh nastali in kakšne velikosti so vse, ker se veš, mi smo videla mehne, pa malo večje, tako različne velikosti. A so tako veliki tudi? Ja, tudi, ja, daj povej, no. Wow. Veste, vsi metulji se razvijajo na enak način. In sicer najprej je jajčece, nato ličinka oziroma gosenca, kasneje buba in nato odrasla žival. Se pa metulji razlikujejo po velikosti. Nekateri prek kril menijo celo manj kot 3 mm. Tisti največji dosežejo velikost kar tam do okoli 26 cm. No, sedaj pa si poglejmo, kako se metulj razvije. A ste videli, otroci, kako se metulj razvije? Kako lepo. Krasno. Zelo krasno, ampak a veš kaj, Miha, jaz sem se zadnjič pogovarjal s svojim prijateljem metuljem Matjažem, ne, on leti tam čez gozd vedno. In potem je on meni rekel, da ima ful težave s ptiči, da mu skozi nekaj težijo. A ti veš kaj, zakaj je to, Miha? Ja. To sem te pozabil prej vprašati, pa sem se zdaj spomnil. Dobro vprašanje. Veste, v naravi so metulji ogroženi. Poznamo pa dve vrsti ogroženosti metuljev. In sicer naravna ogroženost ter ogroženost zaradi spreminjanja naravnega okolja. Pri naravni ogroženosti naravni sovražniki metuljev poskrbijo, da si ne bi nekatere vrste metuljev preveč razmnožile. Največji naravni sovražnik metuljev so ptiči. Za mnoge od njih so jajčeca, gosenice, bube, pa tudi odrasli metulji najpomembnejša hrana. No, nočni metulji pa imajo namesto ptičev sovražnike v netopirjih. Sovražniki metuljev pa so tudi nekatere druge žuželke, kot na primer ose in muhe. Aha, ampak prej si Miha omenil, da so tudi ogroženi zaradi spreminjanja naravnega okolja. Ampak jaz ne vem, kaj to pomeni. Ja, naj vam zaupam, da ogroženost zaradi spreminjanja in onesnaževanja življenjskega okolja bistveno nevarnejša od prej opisane. Metulji so namreč izredno občutljiva bitja, ki hitro reagirajo na vsako škodljivo spremembo. Prav oni so izredno dobri pokazatelji za vedno slabše in vedno manj čisto okolje. In vkolikor bodo pričeli izginjati metulji,
bomo pokvarjeno naravno ravnovesje slej ko prej občutili tudi sami. Že dolgo je namreč dokazano, da je glavni vzrok usodnih sprememb med metulji prav intenzivna raba tal. Sem sodijo množično gnojenje in najrazličnejša škropljenja s pesticidi in drugimi zaščitnimi sredstvi. Zastrašujoče, a ne? Ampak Miha, še nekaj me zanima. A ti veš mogoče, katere metulje pa poznamo pri nas? Ker verjetno je na svetu ogromno metuljev, pa niso povsod enaki. Na slovenskem ozemlju se pojavlja 6 družin dnevnih in okoli 28 družin nočnih metuljev. Najbolj poznavni dnevni metulji pri nas so navadni modrin, lastovičar in citronček. Wow. Modrini so majhni metulji z zelo značilnim vzorcem ali risbo na spodnji strani kril. Samci in samice so različno obarvani. Medtem, ko ima samec barvo kril modro z ozkim črnim robom in belimi resicami, je samica rjava z oranžnimi robnimi pegami. Modrini so pri nas zelo razširjeni in jih najdemo tudi nad 2000 metrov visoko. V Sloveniji so modrini daleč najbolj zastopana vrsta metuljev, saj jih pri nas najdemo kar 50 različnih vrst. 50? Miha, kaj pa, rekel si, da poznamo modrina, pa lastovičarja, pa citrončka. Kaj pa lastovičar? A si je on kaj v sorodu z našimi lastovkami mogoče? Charlie, lastovičar, ki spada v družino jadralcev, je naš največji in tudi najlepši metulj. Rad obletava v spetine in nemirno frfota ob cvetovih, ko srka medico. Osnovna barva kril je žvepleno rumena, prednja krila imajo črne pege, zadnja krila pa imajo ob notranjem robu rdeče rjavo oko. Na zadnjem delu kril ima lastovičar kratek repek. Največji razpon kril pri lastovičarju pa meri okoli 8 cm. Ampak meni so pa tako všeč te citrončki. Daj nam še kaj o citrončkih povej, no, Miha? Ja, no. Citronček ali rumenjak, kot mu tudi pravijo, pa spada v družino belinov. To so srednje veliki dnevni metulji, ki so dokaj pogosti na gozdnem in grmovnatem svetu. Krila so pri samicah citronsko rumena, pri samcih pa zelenkasto bela. Tako samec kot samica imata na sredini obeh kril oranžno pegico. Medtem, ko prezimi večina metuljev kot buba, se citronček obesi na vejo kot metulj. Velja za enega najbolj dolgo živečih metuljev, zato lahko to vrsto metuljev med letom najdlje opazujemo. Saj letajo od marca pa tja do septembra. Od pomladi do jeseni? Tako sem vesela, hvala Miha, ker si tako veliko povedal o metuljih. Z veseljem. Ja. A mama nekaj pokaže? Kaj? Pokaži. Poglej, ta čas, ki si nas ti naučil, je Charlie naredil takšnega metuljčka. Kako lepo, Charlie, bravo. Taka, ko sem videl prej na travniku, a veš? Bravo, In je Charlie. letel okoli takšnih cvetlic. Wow, In je bil Charlie. tako zelo vesel, da se je lahko iz cvetlic najedel. Kako lepo. Otroci, tudi vi nam lahko narišete metulje, pobarvate in nam jih pošljete. Kaj ne, zelo jih bomo veseli. Seveda. Ja, bo Charlie potem primerjal s svojim metuljčkom in jih bomo dali v okvir pa na steno. Živjo, danes se bomo igrali igro Ali je kaj trden most. Pravila igre so: 2 otroka tvorita most, ostali otroci pa kot vlakec tvorijo vojsko. Ko se vojska približa mostu, vpraša, ali je kaj trden ta vaš most. Most odgovori, da je trden kakor skala, kamen, kost. Nato vojska vpraša, če lahko gre skozi.
Most reče, da lahko, ampak če jim zadnjega pustijo, potem pa v vojski vsi rečejo, če ga ulovite. Most ujame zadnjega od igralcev, ga vpraša, k kateremu otroku bo šel, saj ima vsak v glavi zamišljeno eno sadje, zelenjavo ali pojem. Igra se konča, ko so vsi ujeti. Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost. Ali gre lahko naša vojska skozi? Če nam zadnjega pustite, Če ga ulovite. A imaš rajši prijatelje ali prsten? Tako kot prej. Prijatelje, pej za mano. Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost. Ali gre lahko naša vojska skozi? Če nam zadnjega pustite, Če ga ulovite. potem pa pojdite. Ali imaš rajši prijatelje ali prsten? Prijatelje. Pejdi za mano. Sem ti rekla. Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost. Ali gre lahko naša vojska skozi? Če nam zadnjega pustite, Če ga ulovite. pa pejte. Imaš rajši prijatelje ali prsten? Prijatelje. Pejdi za mano. Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost. Ali gre lahko naša vojska skozi? Če nam zadnjega pustite, Če ga ulovite. Aniko zaprej. Aniko pa. Ali imaš rajši prijatelje ali prsten? Pejdi za njo. Prvi prsten. Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost. Ali gre lahko naša vojska skozi? Če nam zadnjega pustite, Če ga ulovite. pa pustite. Pa ne me rukate pušče. Evo ga, imamo te. Ali imaš rajši prijatelje ali prsten? Prsten. Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost. Ali gre lahko naša vojska skozi? Če nam zadnjega pustite, Če ga ulovite. potem pa pojdite. Au, bujte me. Ali imaš rajši prijatelje ali prsten? Prsten. Today we will learn about bugs or insects. Danes se bomo naučili o žuželkah. Imena žuželk: metulj, butterfly, butterfly, gosenica, caterpillar, caterpillar, čebela, bee, bee, pika polonica, ladybug, ladybug, mravlja, ant, ant, kresnička, firefly, firefly, komar, moskito, moskito. Pa ponovimo še enkrat: metulj, butterfly, butterfly, gosenica, caterpillar, caterpillar, čebela, bee, bee, pika polonica, ladybug, ladybug, mravlja, ant, ant, kresnička, firefly, firefly, komar, moskito, moskito. Dobrodošli v Spidijevem kotičku. Spidi nam sporoča, da pridno piše pesmi in snima videospote za mlade talente. Če si želiš pesmi in spota tudi ti, Spidi
Zato z veseljem poskrbi. Spodaj na ekranu je izpisana številka in naslov Speedija, na katerega se lahko obrnete. S pesmico Sanjam tako živim se nam predstavlja Alina Bratovčak. Rada imam glasbo in petje, zvezdne noči, vroče poletje. Rada imam plaže in morja, moj sanjski svet, moja obzorja. In če si močno želiš, pravijo, da vse dobiš, zdi se, kot da mi uspeva. Sem že večkrat čutila, samo sebe videla, da živim v morju na obali. Kitari, pesem valov, zvezdnato nebo. Rada imam dolga potovanja, hočem na krov, lačna sem znanja. In če si močno želiš, pravijo, da vse dobiš, dobro vem, da mi uspeva. Sem že večkrat čutila, samo sebe videla, da potujem na otočje Bali. Današnja prva zvezdica je harmonikaš Nik Končina. Nik, poleg igranja na harmoniko, zelo rad pomaga na domači kmetiji ter kmečkem turizmu. Danes bo za vas zaigral.
Še ena zvezda se nam predstavlja, Rok Horvat. Tudi on zelo rad igra harmoniko, drugače pa vozi kamion in upravlja težko mehanizacijo. Rok, zaigraj! Otroci, če pa tudi vi znate kaj posebnega, če znate sestavljati, če znate peti, plesati, igrati, se voziti s kolesom po zadnjem kolesu, karkoli, če znate, pošljite nam na našo Facebook stran in na našo spletno stran ali na mail, ki bo spisan tule spodaj. Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil? A vam je všeč moj metuljček? Ga bomo izdelali? Kaj potrebujemo? Potrebovali bomo eno tršo podlago, jaz sem vzela kar od koledarja, kamor bomo narisali metulja. Potem bomo potrebovali krep papir, to je tak papir, ki se zelo lepo mečka, se mu reče krep papir, to je tudi tukaj. Ta krep papir bomo takole nastrigli na take ožje trakove. Tudi te trakove nastrižemo takole na take kvadratke. Poglejte, da ko razprostremo, so na primer takile kvadratki ali pa pravokotniki nastanejo. Potem potrebujemo lepilo ali pa lepilo tudi to za les je lahko, škarje, kosmate vrvice oziroma žičke. Če nimate teh kosmatih žic, bomo pa iz papirja naredili še tipalke. Najprej bomo na karton narisali metulja. Zatem bomo pa tele naše koščke, ki smo jih nastrigli na kvadratke, na pravokotnike, takole zmečkali. Vidite? Čisto preprosto je zelo mehek papir. Naj vam pri tem morda pomagajo starši ali pa starejše sestrice, bratci, babice, mamice, tako naprej, ker bo kar veliko dela najprej že s tem. Potem jih date narazen in jih mečkate. Boste videli, koliko jih potrebujete in toliko jih zmečkate. Jaz sem jih že kar veliko. Izbrala sem si pa svetlo modro, temno modro, rumeno, oranžno, marelično, tako vmesno in pa rdečo barvo. Najprej narišemo našega metulja. Jaz sem ga tukaj že narisala, ga bom malo udebelila, da ga boste videli. Metulje smo izstrigli, zdaj pa nas čaka delo. Ko ste krep papir takole zmečkali v take kroglice, vas čaka delo in sicer, da polepite metulja. Tukaj sem narisala metulje v take krogce, da je še malo bolj barvast. Lahko pustite brez tega, lahko jih pa narišete. Jaz jih kar bom, ker je potem bolj obarvan tale naš metulj in bolj mavričen. Tako, potem se pa lotite dela.
Poglejte ga, kako je krasen. Barvast. Kaj mu še manjka? Tipalke. Ja, bom vzela kar modro, ker je enake barve kot tukaj notri. Ena bo zadosti. Jo prestrižemo. Vzamemo še lepilni trak. Obrnemo našega metuljčka in tukaj zadaj prilepimo še tipalkice. Takole. Dobro prilepimo. Obrnemo in še oblikujemo tipalke. Moja metuljčka sta končana. Sedaj pa še vi izdelajte svojega, če vam pa še kaj ostane, lahko izdelate tudi rožico, muco, kar želite, hišo. Pa pošljite nam kakšno fotografijo, kako ste ustvarili na naš Facebook profil, Instagram ali pa na mail, ki je spisan tukaj spodaj. Veselo ustvarjanje! Ja, kaj pa je to tukaj? A ste videli, ki je Miho? Miha! Miha! Pa ga ni. Se mi zdi, da mi je pustil vilice na mizi. Ne vem, a je že jedel, a se bo najedel, ampak jaz imam idejo, a veste? Dajmo mu tele vilice mi spremeniti, pa mu dajmo začarati v, recimo, kaj mu lahko začaramo? V nož. A ste pripravljeni? No pa dajmo. Tole bomo malo odgrnili in bomo dali takole noter vilico. Pa jo bomo malo takole. Takolele. Zdaj pa samo še čarobna beseda, ki je v tem primeru hokus pokus, oreh in kokus, bum! A pogledamo, kaj se skriva pod našim prtičkom oziroma v našem prtičku, a ne? Kjer smo imeli prej vilico. No, da vidimo, kaj bo prišlo ven. A ste videli, da mi je ratalo? Mi je uspelo, z vašo pomočjo smo pričarali nož. Tako. In bo sedaj Miha imel na mesto, tukaj bomo naštimali mu prtiček in nož na mesto vilice. Miha, ni ga še. A vam ta čas upam, kako mi je to uspelo? Čisto na easy je. No, vam pokažem. Poglejte, potrebujemo nož, eno takšno kuhinjsko krpo oziroma servet po domače in pa seveda tudi vilico. Ja, zdaj vam bom pa pokazal, kako lahko ta trik izvedete tudi vi doma, čisto sami, čisto preprosto je. Servet si položite takole po na mizo. V servet date takole po diagonali notri nož. Že vnaprej si tole pripravite in potem damo takole servet, a ne, malo pripognemo. Tako, se bo šlo, a ne, se pravi z ene smeri po diagonali na drugo. Potem nož primete v roke, obrnete, se pravi na drugo stran damo. Tako, in tukaj sedaj na sredino date vilico. Zapremo in lahko rečete, a ne, ko boste imeli tako, to je sedaj začetni položaj za trik, lahko rečete tistim, ki boste jim trik kazali, da se je nekdo pred vami pustil, da bo jedel mogoče nekaj in da imate tukaj vilico, katero boste sedaj spremenili v nož. Lahko jim tudi vilico pokažete, a ne, da je prava. In potem tole servet odgrnete in date vilico takole, noter, a vidite? Ja. In potem samo zavijemo, zrolamo kot palačinko. Ampak morate paziti, da ko boste zrolali, a vidite, ta dva robova, da bosta šla čez na drugo stran, takole. Potem prepognemo in rečemo čarobno besedo, se spomnite? Lahko rečete karkoli, lahko tudi rečete samo abrakadabra, bum. Tako, odprete in počasi tukaj zdaj potegnete. Tako, in boste videli, da pride tukaj ven nož. Jaz vam predlagam, a vidite, tukaj od spodaj pa vilica. Lahko tudi potem dvignete tako, da občinstvo res vidi, da nimate nobene vilice tukaj od spodaj, ampak predlagam vam nekaj. Jaz sem si danes izbral eno takšno podlago, ker drugače, ne, če bi ta trik izvajal na mizi, na trdi mizi, se sliši, a vidite, ko nož pade, oziroma vilica pade, se sliši, zato vam predlagam, da si tudi vi date na mizo kakšno podlago, lahko je dekica, lahko je kakšna blazina, da se ne bo slišala. A ne, ko bo nož padel, pa vilica, ko pade, da se ne bo slišalo, da imate pod nožem tudi skrito vilico.
Saj je vse razumljivo, kaj ne? Tako, zdaj pa pogumno na delo in s svojim novim trikom presenetite in navdušite kakšnega od vaših sestric, bratcev, mamic, očkov, dedkov, babic in tako naprej. Do naslednjič pa petka! Evo ga, Tjaša ima danes pripravljeno že žogo, ker tole žogo nam je dal Miha in je rekel sledeče. On je ful dober žogo, ampak tega ne kaže, ampak je res ful dober nogometaš in košarkaš, odbojkaš, rokometaš, vse stvari žogo obvlada in je rekel, da če se upava v izzivu minute ga premagati, a si ga upava premagati? Ja, bova poskusila. Ja, on je rekel, da v eni minuti 120krat tapka žogo. Jaz mislim, da se je on malo zmotil, ampak nič hudega, v eni minuti. Ja. Midva bova tudi poskusila 120krat, ne vem, če nama bo uspelo, ampak Se bo pa trudila čim večkrat otapkati žogo v tla v eni minuti. Tako da, ko bo Tjaša to delala, ji bom jaz štel in ko bom jaz to delal, bo ona ven štela in najboljši izziva potem Mihata. Tako. Velja? Tako. Tjaša ni nič vadila, jaz tudi ne, ker naj jo zanima, kako Z eno smo ali midva z to obema, dobro. kako? Z eno ali z dvema, Dobro. kakor želiš. Prav? Okej. 1 minuto imaš časa, 60 sekund. Okay. Zdaj bomo pa nažgali štoparco, prav? Okay. 3, 4, zdaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 75, 175, Tjaša! A ta Miha misli, da smo mi dva amaterja, ali kaj? Moče je rekel 220. Mislim, ne vem, mislim si v šesu mil že 12 Te bo še dni. enkrat vprašala, ampak po mojem, da on 220. 175 je Tjaša naredila, ti bi lahko bila v reprezentanci tapkanja žoge. Bom se prijavila, a to obstaja? Ja, pa bomo naredila, veš, mislim, sej. No, da vidimo, če mi premagaš. Ti boš bila olimpijski zmagovalec, jaz bom bil pa drugi oziroma tretji. Zdaj bom pa jaz. Tako, okej, zdaj pa ti meni, šteješ čas? Štejem tapkanje. Mislim, tapkanje, ja pa še Čas, ja bom pa rekla 3, 4 zdaj. Okej, velja? 3, Ja? 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 40, Ni to lahko, veš? 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 120, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 140, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 150, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 160, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 170, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 180, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop! 190! A veš, da sploh ni toliko lahko. Bravo, Charlie! A veš, mi dva bova se prijavila na olimpijske igre. Ja. In bova zmagala. A naj kdo lahko premaga? A ste poskusili doma še vi? Ja. Zdaj Medved Miha je rekel sam 120? Ne, sigurno je rekel 220, ga moramo vprašati, ampak dobro. 120 je Ok, rekel. mi da se ga premagali, da vidimo, če premagate vi naju, oziroma Charlija. A ste pripravljeni? Ej, dejte, a veš, jaz ne verjamem, da mi vi lahko premagate, a Ja. ne? Zato, če me lahko premagate, dejte se vi malo posnet. Rečite mamici ali pa atijo, itak imajo vsi zdaj Ja. telefone, naj vas posnamejo. 1 minuta, a veš, to ful hitro mine.
Dajte vi meni dokaz poslati, samo tisti, ki me lahko premagate. Kar na Pa tudi Facebook, ostali. a ne? Na Facebook stran pod čarobnim dežnikom. Tako, V tam, zasebno sporočilo in bomo pol pogledali Ja. vaše posnetke in najboljši bodo tudi nagrajeni. dej, res se posnamte, a prav, ker mene ful zanima, kdo me lahko premaga. A okej, no, dajmo. Čau! Čau. Danes nas čaka lepa pravljica o 3 metuljih. Modrem, rumenem in rdečem metulju. Bil je lep sončen dan in 3 metulji bratci so leteli, se igrali, ovohavali cvetlice, travice, se žgečkali in leteli. Nato pa so se na nebu zgrnili temni, sivi oblaki in močno je zagrmelo. Metuljčki so se kar malo ustrašili, šli so domov, a vrata njihove hišice so bila zaklenjena in niso mogli v hišico. Nato se je kot iz škafa ulilo na zemljo in začelo je močno deževati. Vsi premraženi, mokri metulji so iskali zavetje. Njihova krilca so postajala vse težja in težja zaradi vode in dežja. Nato so prispeli do rdečega tulipana in ga poprosili. Rdeči tulipan, prosim, odpri nam svoj cvet, da se skrijemo vanj, kajti naša krila so zelo, zelo mokra in težka in komaj še letimo. Rdeč tulipan pa je rekel: sprejmem samo tebe, rdeči metulj, ostalih 2 žal ne. Rdeči metulj je bil presenečen in žalosten in potem je rekel: rdeči tulipan, to pa ni lepo. Ja, tako je rekel rdeči tulipan. Prav, če ne sprejmeš mojih bratcev, tudi jaz ne pojdem v tvoj cvet. In so leteli dalje. Težko so leteli, kajti krila so bila zelo mokra. Vedno nižje so leteli in prispeli do rumenega tulipana. Nato je rumeni metuljček rekel: Pozdravljen, rumeni tulipan, prosim, odpri nam svoj cvet, saj nas zebe in naša krila so zelo mokra, komaj še letimo, prosim, spusti nas v svoj cvet, preden bomo padli na tla. In rumeni tulipan je rekel: Dobro, sprejmem tebe, rumeni metuljček, ostalih 2 žal ne. Nimam toliko prostora, je rekel. Daj no, saj se bomo stisnili skupaj, boš videl, za vse bo prostor. Ne, tako sem se odločil, je rekel rumeni tulipan. To pa ni lepo, rumeni tulipan, če bi ti potreboval pomoč, bi ti mi pomagali. Kot sem rekel. Potem pa ne, hvala, ne bom pustil svojih bratcev, skupaj letimo in smo družina in ne bom jih zapustil. In so leteli dalje. Leteli so in leteli in prispeli do modrega tulipana. In modri metuljček je poprosil: Pozdravljen, modri tulipan, prosim, spusti nas k sebi v svoj cvet, čisto smo mokri, premraženi, zebe nas in če nas ne spustiš, bodo naša krila tako mokra in težka, da lahko pademo na tla in se poškodujejo naša krila, je prosil. A tudi modri tulipan ni bil kaj nič prijazen. Ja, lahko vzamem tebe, modri metuljček, ostali 2 pa žal ne, saj mi nista všeč barvi. Modri tulipan, to pa res ni lepo. In jaz ne morem pustiti svojih bratcev, skupaj smo družina in pomagamo drug drugemu in tudi tebi bi, če bi potreboval pomoč. Prosim, vzemi nas vse 3, je moledoval modri metulj.
Ne. Kot sem rekel, je rekel modri tulipan. Na nebu pa je sonce slišalo, kaj se dogaja na travniku. In ker je sonce imelo rado metulje, je hitro rekel temnim oblakom, naj se razpršijo, da posije spet sonce. In ko je sonce posijalo, so se krilca metuljčkov hitro posušila. Hvala, sonce, so se zahvalili in spet leteli dalje, se igrali, plesali na nebu, peli pesmico soncu. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom